Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na podcastu Ljubljanske borze. INR računi, en mesec je za nami s tem novim produktom na slovenskem kapitalskem trgu. Veliko vprašanj je še vedno odprtih, počasi INR računi se že odpirajo, naložbe nastajajo, vlagatelje pa še vedno marsikaj zanima. Da razrešimo vse to, z mano je danes Gal Jure Perhaj, vodja trgovanja s finančnimi inštrumenti pri NLB. Gal, pozdravljeni. Lep pozdrav, hvala za vabilo. Greva najprej kar osnovno INR računu. Kaj to sploh je? Pa lahko rečemo, da je individualni naložbeni račun posebna oblika trgovalnega računa, torej z namenom vlaganja v finančni inštrument. Kaj je osnovni pomen, je spodbujanje fizičnih oseb, da denarna sredstva oziroma denarne prihranke vlagajo v različne finančne inštrumente. Seveda z omejitvami v skladu z zakonom INR. Če lahko še nadaljujem potem, komu je namenjen, vsem fizičnim osebam, ki so davčni rezidenti Republike Slovenije, in ta omejitev je tudi vpisana v sam zakon. Super. Treba ene par stvari konkretno obdelati, če imam SP. Torej lahko odprem INR. Kot SP ne, kot fizična oseba pa ja. Torej tudi za vse, ki imajo SP. Drži. Če ga kot fizična oseba odprejo in če SP nastane kasneje, ni nobenega problema, zaradi tega, ker ga odpre že v začetku kot fizična oseba. Odlično. Dajva čisto plastično povedati, INR, individualni naložbeni račun, pa trgovalni račun. Čem je ta razlika med njima? Kakor sem že prej malo omenil, z omejitvami, zakon omejuje zadevo, pa če si čisto malo pogledamo na začetku, kje so te omejitve na individualnem naložbenem računu. Omejitve so pri vplačilih in potem tudi pri naložbah. Torej, katere finančne inštrumente lahko stranka potem vlagatelj kupuje znotraj tega individualnega naložbenega. So pa določeni bombončki na drugi strani, ne? Seveda, prednost katera je ugodna davčna obravnava oziroma lahko rečemo tudi poenostavljen davčni postopek. Kaj to pomeni? Vse davke odvaja ponudnik individualnega naložbenega računa. Če pa omenimo ta bombonček, če klej nadaljujem, je pa obdavčeno 15% donos, ki je ustvarjen na individualnem naložbenem računu, oziroma imamo dodatne popuste, bombončke, kateri so, da od odprtja individualnega naložbenega računa, torej ko se odpre, se šteje 15 let in če naredi vsak vlagatelj po teh 15 letih prvo izplačilo, ni čisto nič obdavčen, tudi na donos, katerega ustvarja na INR. Torej, če poenostavim, za razliko od trgovalnega računa mi INR omogoča, da pri vlaganju dosežem to magično efektivno davčno stopnjo 0%. Lahko tako rečemo, ja. Odlično. To mislim, da je tisto najbolj pomembno. Dajva ene par stvari o INR-ju še obdelati, ko dobim dividendo, obresti, kakšne druge dohodke, kam to gre? Dejansko individualni naložbeni račun, v primerjavi s trgovalnim računom, je tudi ta razlika, da vsa denarna sredstva, katera pridejo gor, ostajajo gor na individualnem naložbenem računu. Vlagatelj mora dati zahtevo za izplačilo. In čim da ta zahteva za izplačilo, pomeni davčni dogodek. Zaradi tega vsi ti donosi, kateri si omenil, torej obresti, dividende, ostajajo gor in niso obdavčene. Tudi dividenda, dokler se ne izplača. Tako. Odlično. S tem se spodbuja tisto dolgoročno vlaganje, tudi donose, da ponovno vložim. Drži. Odlično. Kako je pa s pooblastili na INR? Lahko pooblastim drugo osebo? Tako, ni nobenega problema, kakor na trgovalnem računu. Ta oseba lahko potem dejansko pooblaščenec trguje s finančnimi inštrumenti znotraj INR. Tudi recimo za mladoletne osebe, imate že kar nekaj otrok, ki imajo tudi INR. Tudi odpirajo, ja, seveda, ker glih to spodbujanje dolgoročnega vlaganja. Nekdo že razmišlja za otroke odpiranje. Mogoče ena moja misel je bila vedno, tudi jaz sem že odprl za svojo hčerko. Zakaj? Ker veliko dobimo denarnih sredstev, raznih daril, bomo rekli, babice in dedki dajo. In potem bomo to dejansko vlagali v finančne inštrumente. In tudi mislim, da tudi ostali vlagatelji razmišljajo v to smer. Mogoče kdo lahko odpre za mladoletne osebe oziroma kakšen je postopek, to ureja družinski zakonik. In dejansko glede sklepanja poslovnega razmerja je tako, da dejansko do 15. leta lahko vse uredi zakoniti zastopnik, torej starš za mladoletno osebo,
Od 15 do 18 leta bomo rekli, mora biti tudi prisoten otrok, od 18 leta pa je že pravnomočen, tako da lahko vsak prevzame kontrolo nad in tudi prevzame od kontrolo, kar je že na računu. Odlično. A imamo tukaj je možen kakšen avtomatizem pri vplačevanju, nek trajnik? Te oblike ni, ker je to oblika trgovalnega računa, dajmo reči, ne? Torej posebna oblika trgovalnega računa, kot sem že prej omenil, tako da mora vsak posameznik vplačati na individualni naložbeni račun in potem tudi oddati naročilo za nakup ali prodajo finančnih. Torej avtomatizma ni, zmeraj se moram sam za to odločiti. Tako, drži. Dajmo pogledati, kaj so tiste prednosti pa ugodna davčna obravnava, kako to v praksi izgleda pri INR-ju. Kako enostavno je to, koliko recimo časa traja, da odprem INR račun? INR trenutno omogočamo pri NLB-ju odpiranje v poslovni mreži. V prihodnosti bomo tudi omogočili preko NLB klika. Postopek je zelo enostaven, vsak vlagatelj mora izpolniti en kratek vprašalnik glede primernosti in ustreznosti. Na podlagi tega se to vnese noter v sistem, potrebuje osebno izkaznico, davčno številko in seveda transakcijski račun. Postopek traja kakšnih 15-10 minut. Super. In potem, kako pa trgujem? Dobim kakšno aplikacijo? Kako je možno, da je to zapleteno? Seveda, takoj ko odpre vsak posameznik individualni naložbeni račun, lahko dostopa do naše aplikacije, NLB Trading se imenuje. Pripravljamo pa tudi v NLB-ju, da bo trgovanje potekalo tudi v NLB kliku. Okay, torej relativno enostavno. Prej smo že govorili, glavna prednost pa je v davkih. Zdaj pogledaj, kako je pa davčna obravnava pri kapitalskih dobičkih. Recimo na trgovalni račun sem kupil delnico, ustvaril sem dobiček in sem jo s tem dobičkom tudi prodal, to je takoj potem davčni dogodek in plačen davek. Drži, takoj. Plus davek je 25%, če je znotraj prvih 5 let, pa po 5% pada, po 15 letih ni nobenega davka. Na INR-ju pa to ni davčni dogodek. Tako, ni davčni dogodek in dejansko lahko takoj kupaš drugo naložbo in dejansko kupuješ in prodajaš znotraj in nikoli ni davčni dogodek. Kot sem že prej povedala, je davčni dogodek šele pri samem izplačilu. Pa mogoče še dodatna zadeva, ki smo že tudi govorila, pri trgovalnem računu potem je treba oddati tudi napoved o kapitalskih dobičkih, pri INR-ju tega ni potrebno, tudi potem, ko pride do davčnega dogodka, ker to vse naredi ponudnik. Odlično. Torej v bistvu na INR-ju lahko neomejeno trgujem brez davka in tudi administrativno je seveda dosti bolj enostavno, ker ni nobenega davka za napovedati. Odlično. Pri katerih inštrumentih se bojo pa te davčne ugodnosti najbolj poznale? Recimo slovenske delnice, tuje delnice, ETF-i, kje je tista največja razlika? Nekako pri slovenskih delnicah zaradi pekuliarnosti davko, da je tako reči. Če tako povzamemo, je res, kar si povedal, zaradi tega, ker dejansko davek v Sloveniji je obdavčen na viru in to je Slovenija in to imamo 25% davek na dividende izplačilo in tukaj ni davka, smo povedali. V tujini, na tujih kapitalskih trgih je pa davek obdavčen tudi na viru. Torej v tisti državi, kateri izdajatelj je, družba je izdala vrednostni papir. Tisti davek je pa potrebno vseeno plačati. Ne glede na to, da je INR trgovalni račun, če kupujem, da va reči nemško delnico, plačam pri dividendi nemški davek, slovenski davek, pri INR-ju slovenskega dela davka ni, nemški pa še vedno ostane. Drži, tako. In pri ETF-u po 15 letih bo tudi davčna obravnava približno enaka, če ne trgujem, ne? Tako je, enaka zadeva, ne, tako. Ampak, a je to vse? Je res davčna obravnava tisto, kar nas morajo na koncu voditi pri vlaganju? Ne, seveda, da ne. Treba je gledati na same naložbe, katere so, zakaj se to kupuje in se dovedati, kot smo že prej omenili, INR je neka dolgoročna zgodba, tudi za ostale naložbe, tudi na trgovalnem računu jaz predlagam, da je to dolgoročno vlaganje v finančne inštrumente. Seveda in je potem ta donos pomemben, kako ga ustvariti, oziroma seveda moramo pogledati, da z donosom je povezano tudi tveganje. In to, da plačam najmanj davka, ni neka celovita naložbena strategija. Ne sme biti. Je pa lahko nek dodaten bombonček. Odlično. Rekla sva že, 15-letno obdobje začne teči od datuma odprtja INR-ja. Drži. Torej, ne ko dam prvi denar gor, ne ko naredim prvo transakcijo,
Takoj, ko ga odprem, tudi če je nič evrov gor, 15-letno obdobje že začne teči. Tako drži. In tudi mogoče niso se dotaknili nobenih omejitev še glede vplačil, če se tukaj mogoče dotaknemo. V prvem letu odprtja je možno, dajmo tako reči, denarna vplačila so tudi razdeljene na dva računa. Eden je osnovni podračun, drugi pa poseben podračun. In na ta osnovni podračun lahko vlagamo v prvem letu v odprtju, v koledarskem letu, 20.000 evrov. V drugega posebnega podračuna ne moremo v prvem letu nič vložiti. Potem imamo pa naprej. Ta osnovni podračun je 5.000, plus še dodatnih 5.000 lahko na posebni podračun damo, seveda, če zapomnimo teh 5.000 evrov. Ampak tukaj ni pogoj, da že vi kupite nek finančni instrument. Pogoj je samo vplačilo, če želite ga sploh narediti. Dejansko lahko vplačilo naredimo šele 14 leto od odprtja, če želite. Ampak najbrž eno leto vlaganja zaradi davka, ne vem, če je ta prava pot. Cilj je tisto dolgoročno, ker tudi tukaj je davčni efekt konec koncev največji, skozi leta. Tako, drži. Pa mogoče še dodam, pri teh vplačilih maksimalno vplačilo na INR v celotni dobi, ker še nismo povedali, individualni naložbeni račun lahko odpremo samo enega v celem življenju, je 150.000 evrov vplačila. To je maksimalno, kar lahko plačamo. Seveda, z donosom seveda pa lahko sparamo marsikaj, tukaj pa ni omejitve. In da je recimo rekli to glede vplačil, pa mogoče glede davka združiva, kako je pa, ko začnem recimo z izplačilom. Davek, mislim, da smo že omenila, je zgolj na donos. Tako je, Torej v bistvu 150.000 evrov sem vplačal, ustvaril se recimo še 100.000 evrov donosa, na INR računu imam po 15 letih 250.000. Ko si začnem to izplačevati, se najprej šteje, da si izplačam donos, torej teh 100.000 evrov. Drži. In na to, če bi bilo pred 15 leti, plačam davek 15%, potem pa nič. Na tistih 150.000 osnovnih pa nikoli ne plačam davka. Drži. Ker vložim, na to ni davka. Ni davka, samo na donos. Tako. In kako je pa potem z naknadnimi vplačili, če sem enkrat že vplačal 150.000, pa potem si izplačam tudi del tega, lahko znova naložim do 150? Ne. Ko je zapolnjen teh 150.000, je to tako. Okay. In to konec koncev so neke omejitve na INR računu, torej tako, koliko sredstev lahko gor spravim, po domače povedano, pa konec koncev pomembno je zgolj en račun imam lahko v življenju. Tako. Torej, en INR lahko ga prenašam med ponudniki, ampak vedno eden. Lahko se prenaša med ponudniki, pogoj je samo po enem letu od odprtja oziroma po zadnjem prenosu na novega ponudnika. Ko pa se enkrat odločim, da bom svoj INR račun zaprl, novega, pri katerem koli ponudniku ne moram več. Ni možno več odpreti. Tako. So tukaj kakšni zadržki pri vzajemnih, do česa prihaja? Ja, bili so primeri, ko so vlagatelji, kateri so bili upravičenci vzajemne, delnice vzajemne, prenesli na INR račun, prodali in izplačali in zaprli individualni naložbeni račun. To z vidika dolgoročnega vlaganja ni pametno, ker izgubimo ta INR račun. Tako je, ni namen INR-ja v tem. Če je želja samega upravičenca, kateri je dobil delnice vzajemna, moje mnenje je, da je bolj primeren potem prodaja in izplačilo, bolj primeren pa trgovalni račun. Ko imam enkrat sredstva na INR-ju, denar, so obrestovana? Žal ne. Trenutno niso obrestovana, mogoče v prihodnosti bojo, da bojo kakšne spremembe, ampak trenutno niso. Seveda, ko so vplačana gor, potem je škoda, da stojijo tam, da se nič ne ustvarja z njimi oziroma ne naložijo v nek finančni instrument. Mogoče za začetek nekoga, ki ne ve, kaj kupi takoj, je mogoče kot neka predlog ali pa kot primernost neka zakladna menica ali pa kakšna državna obveznica. Seveda. Torej v bistvu državni dolžniški inštrument, obresti bo nekako približno enake, kot bi dobil na bančnem depozitu, varnost je enaka. Mogoče še malo boljše obresti, ampak varnost je tako. Torej v bistvu, če me to skrbi, so sredstva obrestovana, imam v bistvu znotraj INR računa kar dobro rešitev. Drži, popolnoma. Ok, rekla sva že, koliko denarja lahko vplačam, kam ga pa lahko vplačam? Kam ga pa lahko naložim? Naložiti. Ja, kot smo rekli, da že za vplačili so omejitve v skladu z zakonom in tudi pri naložbah finančnih inštrumentov so tudi omejitve. Isto se gleda na dva podračuna, osnovni podračun in posebni podračun.
V osnovnem podračunu lahko vlagamo v delnice, obveznice, zakladne menice ter ETF-e in vzajemne sklade, katere so izdajatelji iz držav EU-ja, EGP pa EU-CD. To je ta omejitev. Ni kripta, ni zlata. Ni zlata, tega ni. Tako da bomo rekli, zapletenih finančnih inštrumentov ne moremo kupovati znotraj INR-ja. Mogoče še dodatna omejitev, katera je pri ETF pa v vzajemnih skladih, tudi naložbena politika teh morajo biti, da vlagajo v izdajatelje družb, katere so EU, OECD in EGP. Pardon, evo se, hvala. Potem imamo pa še ta posebni podračun. Tukaj je pa dejansko omejitev, da je izdajatelj prihaja iz Republike Slovenije oziroma je Republika Slovenija. No? Glede ETF-ov pa vzajemnih skladov je pa tukaj omejitev 80% naložb mora biti potem tudi izdajateljev znotraj Republike Slovenije. Če ostanemo pri tem celotnem splošnem osnovnem podračunu, bova rekla, dosti vprašanje je bilo, zakaj pa ne morem nekega določenega globalnega ETF-a ali pa na S&P 500 ali pa nekega drugega ETF-a, s katerimi omejitvami se tukaj srečujete ponudniki konkretno? Ja, zdaj, ko si omenil globalnega, v globalno razpršitev lahko spada tudi recimo primer Kitajska ali pa Bermudija ali ne vem karkoli, ki ne spada v to politiko oziroma je tukaj omejeno. In zaradi tega ne pridejo v upoštev znotraj INR-ja. Mogoče, če grem še malo bolj podrobneje, tudi kakšni bolj znani ETF-i ne pridejo v upoštev zaradi te omejitve, ker lahko delček naložbe je izdajatelj znotraj ETF-a, kateri prihaja iz Bermud, ki sem prej primer dal. Torej v bistvu imava zelo znan ETF na S&P 500 ali pa karkoli, potem pa majhen delček se na vas najde na Bermudih, pa po zakonu tega ne smete uvrstiti. Tako, če se striktno držimo z zakonom, ne smemo tega dati. Okay. Nekako smo že nakazali, mogoče glede vplačila. Prvo leto skupno 20.000, potem pa 5+5 vsako leto. Tukaj obdobje je koledarsko leto. Drži. Torej, če danes začnem aprila do konca, do 31. decembra, ne naslednjega aprila, imam čas za prvo plačilo maksimalno 20.000. Ampak treba je povedati, nisem pa dolžan tega vplačati. Ni potrebno vplačati nič, tako kot smo že povedali. Nič, 5.000 evrov, 10.000 evrov ali pa do maksimalno 20. Tukaj je mogoče opozorilo vlagateljem, če odpirajo decembra, pa da so mislili takoj 20.000 notro plačati, da mogoče potem raj januarja ujmejo, če ne bojo takoj izpolniti teh 20.000 evrov. Okay. Greva še eno področje, to so pa stroški. Veliko vprašanj je bilo glede stroškov, pa so komplicirani, pa so stroški, pa tako dalje. Da je tako reči, stroški pri INR-ju so glede na običajni trgovalni račun kar precej nizki in to pri vseh ponudnikih, tudi pri drugih. Drži, dejansko smo vsi ponudniki želeli to približati še dodatno vsakmu vlagatelju, ker je to celoten projekt državni bil in smo pristopili naproti. Če lahko povem za NLB, nimamo stroškov vodenja, odpiranja, nastanejo dejansko samo stroški vzdrževanja stanj, hramba, kar pomeni, da če vlagatelj vplača sredstva in odpre, nima nobenih stroškov. Stroški šele nastanejo z samim investiranjem v finančni inštrument. Malo si že nakazal, da recimo reči, kateri so pa klasični stroški, da probamo malo to kompleksnost razbiti. Klasični stroški, s katerimi se vlagatelj sreča na INR-ju. Konec koncev prihajajo, da je reči, iz treh verov. To je ponudnik, recimo tukaj NLB, potem KDD prinaša en del, pa seveda borza v primeru trgovanja. Zdaj, katere so tiste klasične kategorije stroškov? Mi imamo razdeljene stroške pri NLB-ju, torej tarifa NLB-ja, potem so pa še neposredni stroški, kateri se zdaj ti omenil. Torej, to je Ljubljanska borza, lahko, če govorimo v Sloveniji, pa klirinška depotna družba, ki služi za poravnavo vrednostnih papirjev, denarnih sredstev. In te tri segmente potem so končni stroški za samega vlagatelja. Ker si omenil kompleksnost, pri NLB-ju smo pripravili na spletni strani dejansko kalkulator, tako za trgovalni račun kot za INR račun. In dejansko stranka, vlagatelj samo vnese noter vrednost, recimo nakupa ali portfelja in zračuna, koliko bi bil skupni strošek tega. In tudi primerja pol med sabo.
Dajmo tako reči, za te stroške, kaj pa konec koncev naredimo, kaj nudimo? Pri NLB-ju seveda nudimo, torej, če govorimo za Ljubljansko borzo, online tečaje z Ljubljanske borze. Potem imamo tudi poslovno mrežo, komercialiste, kateri so izobraženi s tem in dajo informacije. Potem imamo borzne posrednike, dostop do borznih posrednikov, lahko direktno govori z borznim posrednikom vsak vlagatelj. To so te prednosti, katere lahko ponudimo v sklopu tega stroška, da moramo reči. Pa dosti je bilo recimo primerjav s temi neobrokerji, Tam neobroker trenutno nima še noben INR. Kakor jaz jim ne. Ja. In tudi, če bi jih enkrat imel, kje so tiste razlike, ki jih najdemo, sej doskrat slišimo, pa se vse tam je praktično zastonj, pa v praksi mogoče ni vedno tako. Kakšna je ta razlika, kaj vi vseeno nudite tukaj v Sloveniji, kaj je tista mogoče pa prednost tega, da tisti majhen delček pa vseeno plačan za stroške? Tu nekako sem že omenil, sigurno pomoč vlagateljem, informacije v slovenskem jeziku, neobrokerji, kot je meni znano, tega stika osebnega nimajo. In se mi zdi, da je pomemben, vsaj pri vlagateljih, kateri vstopajo v trg kapitala pa finančnih inštrumentov, da imajo ta dostop, vsaj za začetek. Ker konec koncev tudi 15 let je vseeno dolga doba, marsikaj se znotraj tega časa zgodi, da rabiš pomoč. Se popolnoma strinjam. Stroški pri trgovanju na tujih borzah so podobni kot doma. Zdaj, če sem omenila prej neposredne stroške doma, v tujini je pa mogoče veriga še majčkeno dodana, zaradi tega, ker mi nismo prisotni tako, kot doma na Ljubljanski borzi, da lahko trgujemo, ampak delamo preko izvršilnega partnerja. In nek strošek ima tudi oni, kateri potem se dejansko do konca da samega vlagatelja, da je plačilo. Ok, Gal, prepričal si me, odprl sem INR račun, davčna ugodnost super, stroški so nizki, enostavno je, 15 minut sem rabil, da sem odprl, kaj pa zdaj, kako začeti? Malo sem že povedala, po mojem nekemu začetniku mislim, da je nek pravilen pristop, mogoče kakšna zakladna menica obveznica, da vidi, kako to poteka. Potem pa vsak se more posameznik zavedati, kakšen donos želi, kakšen je horizont vlaganja in kakšno tveganje je pripravljen seveda prevzeti. Torej, in potem začnem z nekimi enostavnimi inštrumenti, ampak moram zmerom sam sprejeti vse odločitve. Kako si lahko to poenostavim, da bom reči, mirno spal? Zdaj, drži, v sklopu, ki so rekla, da je posebna oblika trgovalnega računa, to, kar ponujamo v NLB-ju, torej v sklopu borznega posredovanja, sprejemanja in izvrševanja naročil, je potrebno, da vlagatelj sam sprejema odločitve. Ni svetovanja. In ne moramo svetovati vlagateljem, kaj kupiti in kaj prodati. Ker s svetovanjem je drugačna oblika, je potrebna tudi licenca za to, plus dejansko razne analize, za katerimi more svetovalec stati. In torej to pomeni, da moram jaz dnevno, tedensko spremljati stanje, kaj se dogaja, vsako uro odpirati aplikacijo? Seveda, da ne. Če smo že prej skozi poudarjamo to dolgoročno vlaganje, meni je najboljša, to ni vlaganje v finančne inštrumente, ni sprint, ampak je maraton. Kar pomeni, da vsi te nihaji, ki se dogajajo lahko v dobih med 15 leti, na koncu donosi vedno na finančnih trgih, saj v zgodovini, so bili boljši kot na depozitu, dajmo reči. Torej, tista nekako zlata pravila vlaganja, dajmo reči, veljajo tudi na INR-ju. Popolnoma. Razpršitev, ne paničarmo, dolgoročno. Tako. Še kaj dodal? Točno to INR spodbuja, kot sem rekel, da ni sprint, ampak je maraton, na dolge proge. In zdaj pa zelo veliko vprašanj mi dobimo, pa zakaj mi pa direkt ne poveste, v kateri inštrument naj pa jaz naložim? Zakaj tega ne naredimo, kaj nam preprečuje to? To sem že majčkeno omenil, prej, ko sem se pogovarjala. Torej, v tej obliki, katere mi ponujamo znotraj NLB-ja, je znotraj borznega posredovanja, sprejemanja in izvrševanja naročil. In ni svetovanja. Za svetovanje je potrebno imeti licenco, oziroma znotraj gospodarjenja tudi lahko, ker je odločitev dela upravljavec premoženja potem. In tukaj mora vsak vlagatelj sam se odločiti, kam bo naložil.
V bistvu pravila, čeprav vem, so takšna, da v primeru, da stranki svetujemo, moramo med drugim poznati njene okoliščine in tako dalje. In za vse, ki recimo spremljate ta podcast, vsak je v nekak različnih okoliščinah in zelo težko, oziroma dajmo reči, nepravilno je, da bi dali nek splošni odgovor. In v bistvu zato se moramo nekih takih splošnih svetov kar bati, ko dostikrat slišimo ali pa preberemo na internetu, je to vložite. Sigurno se popolnoma strinjam. No? Sploh z raznimi, dajmo reči, če lahko tukaj na glas rečem, to privat firmami, ja, ne vem, kako bi rekel drugače temu. No? Brez licence, pa kar direkt povemo, v to vložite, pa kar bo. Ne? Tako je. To ni Ponavadi se te zgodbe dobro ne končajo. INR so z nami, en mesec je mimo, kako je to izgledalo. Recimo bom direkt povedal našo izkušnjo, spremljam spletno stran NLB-ja. Prvič, da sem videl produkt naložbeni INR računi na prvi spletni strani NLB-ja. To je kar pomemben produkt bil, ne? Drži. Hvala, lepo, da si opazil to, ker smo se kar potrudili s to spletno stranjo. No? Če mogoče ta obdobje za implementacijo INR-ja je bilo kar naporno, moram priznati. Ne? Ampak se mi zdi, da na koncu izdelek, katerega smo ponudili vsem vlagateljem, primeren. No? In mislim, da bo uspešen v Sloveniji. Torej, vtisi so pozitivni, kakšni so pa rezultati, koliko INR-jev pa imamo danes v Sloveniji, vse skupaj? Mislim, da v marcu da je bilo odprtih 6000 INR-jev, kakor imam podatek. In trend še kar traja. Drži. Delo je naporno. In še bo. Odlično. So kakšne težave, mogoče stranke, v čem niso kaj dosti poučene, bi kaj želeli tukaj? Mislim, ne težave, ampak tukaj smo mi ponudniki na tem, da moramo informirati. Ne? In tudi ta spletna stran, katero si omenil, ne, je temu namenjena. Ne? Potem imamo tukaj tudi komercialiste, kateri so izobraženi glede INR-jev in tudi borzne posrednike, ki podajamo te informacije. Ne? In kakšna pa je zdaj praksa strank? So INR računi večinoma še prazni, so delno napolnjeni, se že trguje? Se že kar trguje, no. Mogoče nekaj pa tudi prazni. Meni se zdi, da je tam enih 30% praznih, ampak moramo tukaj upoštevati, da eni so odprli zaradi teh rokov, ki smo jih prej omenjali, ne, da teče teh 15 let že od odprtja. Nekaj je tudi praznih, ki so prenašali te delnice Vzajemne gor in so jih prodali. Tako da je to posledica tega. Drugi so zapolnjeni bili za ljudsko obveznico. To je kar enih 20%, lahko rečem, no? Je bilo opisanih ljudskih. Ostalo je pa potem trgovanje Ljubljanska borza pa tujina, seveda. Ne? To razmerje je pa še zmeri, mogoče Ljubljanska borza ima kar prednost. No? Je 3/4 bilo po mojem na Ljubljanski borzi, 1/4 pa potem na tujini. Če zaključiva, kar je ena taka fina mešanica. Za vsakega se nekaj najde. Ja, tako. Si upaš dati kakšno napoved za naprej? Trend si rekel se nadaljuje, 6600 v marcu. Si upava kaj reči, koliko bo do konca leta? Evo, pri napovedih nikoli nisem bil dober. Okay. Še ena stvar se bo dotaknila, tale povezava z Vzajemno, ki je bila zelo oglaševana. Torej, delnice Vzajemne so poleg denarja edina stvar, ki jo lahko spraviš na INR kot vplačilo. Drži. In to je bil nek super način, da začnemo dolgoročno vlagati. Tako je. Definitivno pa ni pametno to, da prevzamemo na INR delnice Vzajemne, jih tam prodamo in potem INR zapremo. Zakaj ne? Mislim, da ne vidim smisla v tem, no, mojem razmišljanju o tem, ker INR smo rekli, da lahko odpremo samo enkrat v življenju. In če je namenjen dolgoročnemu vlaganju, bomo rekli, da je to namenjen dolgoročnemu vlaganju. Ne. Smiselno je nisem rekel, da ni smiselno prenesti delnice Vzajemne na INR. Je smiselno tudi, ne. Ampak potem ne izplačila delati, po moje. Ne. To je namenjeno dolgoročno vlaganje. Ali imate gor, oziroma lahko prodate, pa kupite kaj drugega znotraj INR. Torej super način za začetek dolgoročnega vlaganja, ne pa za konec. Tako, pravilna misel. Odlično. S tem smo tudi mi izčrpali naš današnji program. Z mano je bil Gal Jure Prhaj iz NLB. Gal, hvala. Hvala enako. Hvala tudi vam za vsa vprašanja in za to, ker ste nas spremljali. Do prihodnjič, lep pozdrav. Lep pozdrav, da se ne.